In pravzaprav zdaj smo pa pri izvedbi. Torej, kaj je zdaj pomembno, tukaj smo zdaj glavni ta koordinator, ko enkrat teče ta, bi rekel, izvedba je največ pravzaprav na tem koordinatorju, ki mora imeti komunikacijo z spremljevalci posameznimi in starši pogosto tudi, no, čeprav to so to prevzemajo na koncu kar bolj sami spremljevalci po posameznih progah. Tako da, no, spremljevalci so pa potem seveda v stiku z drugimi spremljevalci pa s tem koordinatorjem. No, nekako se največkrat vzpostavijo kar nekaj te skupine ali na Viberju ali na WhatsAppu, ali pa kar pač na SMS-jih ali pa e-pošti, tako da se lahko obveščajo čim hitreje, recimo, če se zvečer nekaj zgodi, da nekdo zboli ali ne vem kaj, da skratka ne more priti kak otrok, to je pomembno, da se čim prej sporoči. Mogoče zdaj tukaj eno tako intermezzo, bi rekel, z velikostjo skupin, ki bo letos tako in tako, bi rekel, malo posebna, no. Zdajle smo v enem takem času, ko pravzaprav, no, to lahko pa še povemo, ko pravzaprav seveda pešbusa ne moremo izvajati, ne pešbusa, ne bicivlaka, in se pripravljamo za čas, ko bo to pravzaprav mogoče, ampak nekako priporočeno razmerje smo mi rekli, da bi bilo pri pešbusu fino, zlasti kadar spremljevalci pa otroci še niso utečeni, kadar se še ne poznajo, da je nekje recimo 7 otrok na enega spremljevalca, je pa seveda normativ je pa 15, oziroma tisto, kar je pa nekako dovoljeno, je pa 15 otrok na enega odraslega, in tudi v resnici se kasneje izkaže, če po enem času, da je to čisto izvedljivo, se pa nam zdi zmeraj boljše, da je še kakšen odrasel več, no. Pri bicivlaku je pa zahtevnejše, ker tam je pa pač ta, bi rekel, posebna predpis, ki določa, da mora biti na 2 otroka mora priti en spremljevalec, oziroma ta izjema 5 otrok velja samo v času za učitelje, ki pač se pripravljajo otroke na kolesarski izpit, no. Tako, to je tudi včasih seveda ena možnost, ki jo včasih kakšna šola izkoristi, ampak drugače pa precej težje pravzaprav dobiti dovolj spremljevalcev. Tole prvo leto, ko smo to organizirali na eni šoli v centru Ljubljane, smo imeli to srečo, da je pravzaprav veliko staršev samih hodili s kolesi, seveda tudi v službo, in potem so nekako pospremili tudi otroke in smo imeli pravzaprav zadostno število spremljevalcev, lahko pa še par prostovoljcev, no. Včasih so pri urnikih, no, če smo dobro načrtovali, je načeloma pač so tiste ure prihodov in odhodov bi rekel, lahko nam zelo koristne, in se pa seveda zgodi, da smo bili pri načrtovanju malo nerealni in ali smo preveč časa predvideli ali smo ga premalo, in nam se je vedno zgodilo, da smo kakšno minuto morali na kaki tabli potem popravljati, recimo, ko smo prve dni pravzaprav hodili, da ni cel pešbus predolgo čakal, oziroma da nas niso otroci čakali na posameznih postajah, no. Tako da tukaj je pač pomembno, da so tudi spremljevalci disciplinirani v tem smislu, da res počakajo na tisto uro, če je slučajno treba počakati, ko naj bi otroci prišli. Smo imeli kakšne primere, kdaj kakšnih zelo, bi rekel, zagnanih upokojenk, ki so pač bile zelo vitalne in so kar malo pohitele včasih, no, in tako da tukaj pač moramo jih potem malo opominjati, kdaj da je treba kaj počakati, no. Zdaj, za nazaj seveda je vedno tudi vprašanje, no, kako pa nazaj. Pri bicivlaku smo nekako mi, ko smo mi to izvajali, tudi poskrbeli za spremstvo za nazaj. Pri pešbusih pa načeloma ne. Pri pešbusih grejo pa otroci nazaj, bodisi sami, bodisi v skupinah s starejšimi otroci, bodisi jih pač starši potem pridejo iskat, ker so pač ti odhodi ob tako različnih časih, da je nekako bilo to nemogoče, bi rekel, tudi organizirati, no. Pri bicivlakih je bil pa to eden od izzivov tudi, no, da je bilo nekako potrebno to zorganizirati za nazaj tudi, no.
pri biciklu je tudi nekaj večji izziv, seveda, varnost, no, tako da tukaj moramo res paziti na te stvari, kot so pač hitrost, kako da jo prilagajamo pravzaprav na različnim udeležencem, opremo, pri čemer seveda so za otroke obvezne čelade. Zdaj, odsevni jopiči smo pa na začetku jih imeli, bi rekel, tako kot samo pri biciklu, zdaj smo pa pravzaprav prišli na to, da jih imamo spremljevalci vsi odsevne jopiči že zato, da se nas boljše vidi, no. In to mogoče je tudi ena taka izkušnja, ki je prišla tako postopoma, no. Tudi vreme, no, pri kolesih seveda je bila tema, ampak nam se je takrat izkazalo, da so bili vsi nekako tisti, ki so z veseljem so prišli in so se opremali z pelerinami kolesarskimi in jih tudi vreme ni oviralo, čeprav je bil kakšen manj takrat, no. Pri pešbusu pa pač tako in tako rečemo, saj imamo dežnike, saj ko gremo peš, pravzaprav se ne oziramo tako zelo na vreme, ne. Je pa včasih kakšen manj, no, tudi iskreno rečeno, kakšen otrok tudi manj takrat, kadar je dež, kadar je zelo grdo vreme, ne. Ja, mogoče še, preden dam Andrejki še besedo, no, še o teh motivaciji, no, nekako smo se od začetka že trudili, da pravzaprav razvijamo neke take privlačne spodbude za otroke, no, da se bi nekako raje pridružili, in tako, da imamo zdaj te vozovnice, no, že pravzaprav skoraj od začetka, kjer oni zbirajo žige. Vozovnica je pripravljena, tipično taka je pripravljena za 2 tedna, imamo pa tudi letno vozovnico za tiste šole, ki se odločijo že od začetka odločijo za celo leto pravzaprav, ki je malo večja, malo debelejša, pa je pol tudi kot ena taka družabna igra. No, ampak najbolj običajne so te 2-tedenske vozovnice, kjer pač za vsak dan, ko pridejo, dobijo žig, no, in na koncu tedna dobijo še eno nalepko, prvi teden modre barve, drugi teden zelene, tretji teden rdeče in četrti teden vijolične barve. In zdaj, če so pa celo leto hodili, dobijo pa neko tako svetlečo nalepko potem, no, tako da se recimo tudi tukaj poskušamo biti malo, da malo jih spodbujamo, no, da vztrajajo, no. To mogoče je bolj ali manj vse, no. Potem pa seveda še na koncu je pomembno tudi seveda, da malo spremljamo, kakšni so v bistvu učinki tega, no. Tako za nas kot za šolo je pogosto pomembno videti, ali pride do nekih sprememb pri otrocih, pri potovalnih navadah v končni fazi, no. In tudi v ta namen seveda imamo mi neko pripravljeno eno tako anketo, ki jo na začetku izpolnijo otroci, pa potem na koncu oziroma spremljevalci, in pač nas zanima, do kakšne spremembe pravzaprav pride. To je del tega gradiva, ki ga prejmete, in si jo seveda smo jo veseli, če jo izpolnite za različne, so tako za pač koordinatorje kot za spremljevalce. Včasih se pa potem seveda tudi ali pa bi rekel, zelo koristno je pa tudi, da se vi po izvedbi pogovorite preprosto z otroci, z učenci, kako jim je bilo všeč, kaj je bilo fajn, kaj ni bilo, taka pač klasična, bi rekel, vprašanja, ki pridejo, ko se neke aktivnosti lotite.